da bi sestavili robota, potem ga še sprogramirali, kako bi deloval. Da bi ti šel naprej, pa bi ti na primer pijačo prinesel. Ko bi se naučil igrice delati. Pa tudi varnost na spletu, pa programirati. To so vsebine, ki bi jih mladi želeli pri predmetu informatika in digitalne tehnologije, nekaj pa so jih že izkusili pri projektu Rinovacija. Naredila svojo igrico, ki loviš miši. V kateri loviš miši. A to je danes v programu? Ne, samo dolgčas nama je bilo pa. Smo malo što narediti. Ja. Gali in Andrej sta se programiranja lotila, ker sta zelo spretna s tehnologijo in tudi drugi mladi se ob nalogah, ki so jih dobili pri projektu, niso dolgočasili. Danes tukaj vozimo M-Tiny ali robotka Pandico. Stavimo ploščice, pol pa začni, pa posluša, pol pa on sam naredi. Zaporedja ploščic je seznam korakov, ki jih mora opraviti robot, da izpolni nalogo, torej navodilo ali... Algoritem je, da pač napišeš, kam pa kaj naj gre. Nekateri učenci pa so programirali majhne mikrokrmilniške ploščice. To je mikrobit, ki je tu najbolj pomembna stvar, da vse funkcionira. Tukaj sva naredila, da zaznava, če je dovolj svetlobe ali če je ni. Če je dovolj svetlobe, je lučka ugasnjena, ko pa je svetlobe malo, pa se prižge luč v hiši. Na tak način delujejo tudi te lučke na vrtih pa to. Mi dva poizkušamo, če je stvar izolator ali prevodnik, to pomeni, da če stvar prevaja ali če stvar ne prevaja elektrike. Ja, če bo kdo od najdva kakšni električar po poklicu, bomo to rabila, če bomo šla na kakšni sestanek in bomo mogla kaj predstaviti. Ugotovila sta, da voda iz pipe veliko bolje prevaja elektriko kot destilirana voda. Zakaj raje ugotovite sami, kot da sprašujete klepetalne robote? A dobro je, da veste, kako strojno učenje poteka. Mi smo mogli naučiti računalnik prepoznavati liste. Smo slikali liste, pa smo kliknili, naj se začne učiti. Iz množice podatkov, v tem primeru listov, se je računalnik sam naučil razločevati med njimi in jih prepoznavati. Mladi pa so se pri projektu Rinovacija učili tudi o varovanju podatkov na spletu, čezmerni rabi tehnologije in vplivu tehnologije na družbo.